Živijo. Danes bomo govorili o vadbi v perimenopavzi, ki je zelo pomembna, ampak glede na to obdobje je treba stvari malo prilagoditi. Regeneracija je slabša, počutje je tako in ne moramo več telovaditi tako, kot smo prej, oziroma trenirati in treba spremeniti določene stvari v programu treninga. Tako da jaz sem Nuša Gnezda, trenerka za ženske, specializirana za ženske v perimenopavzi, v nosečnosti, po porodu, in danes bom z vami delila svoje uvide, kako najlažje pridemo do rezultatov s pomočjo vadbe. Če te pa te vsebine zanimajo, se pa naroči na kanal, kjer boš stalno deležna novih vsebin iz področja vadbe in dobrega počutja. Torej, vadba v perimenopavzi res ne rabi biti tako zakomplicirana, kakor jo je zakompliciral fitnes svet in industrija, ampak moraš pa razumeti, da tiste spremembe, ki se dogajajo trenutno v tvojem telesu, tiste, ki ti preusmerijo prioritete ali pa naredijo stvari, ki si jih mogoče prej zanemarjala, zdaj še kako pomembne. In zato se moraš zdaj res osredotočiti prav na te stvari. Preden sploh gremo v dejanske smernice za trening in praktične nasvete glede treniranja, moramo najprej govoriti o tem, kaj se dogaja v perimenopavzi, v tej tranziciji oziroma v naših srednjih letih. Tako da prva stvar, zelo pomembno, upad mišic. To ni smešno. Mišična masa začne upadati že nekje okoli 30. leta. In to od 3 do 8% na leto. Tako da takrat ne treniramo ali pa pridobivamo mišic, se bo to zgodilo. S perimenopavzo se pa pogosto poveže tudi seveda manj aktivnosti, več sedenja, manj strukture in to seveda prispeva k temu upadu mišic. Druga stvar je upad moči. To se zgodi vsem staranjem. Pojavi se celo izraz ta powerpenija, torej podobno kot sarkopenija, torej izguba mišic, samo da tukaj dejansko izgubljamo moč. In težava je v tem, da ljudje v srednjih letih oziroma 40+, pogosto začnejo manj migati, nimajo programov, ki bi bili usmerjeni v moč, ali pa to eksplozivnost, ali pa se pojavijo spremembe v teh hitrih mišičnih vlaknih tipa 2, ki so odgovorna za moč. In vse skupaj nas pusti seveda z manj mišicami, manj moči, manj jakosti, stabilnosti, ravnotežje, kar je problematično ne samo za presnovo, ampak tudi za telesno sestavo. Torej zmogljivost in vse tiste občutke, zaradi katerih pač vemo, da ni več čisto, kakor je bilo prej. Naslednja stvar, kosti. Tukaj je povezava z perimenopavznim prehodom oziroma menopavznim prehodom zelo jasna. Upad estrogena je neposredno povezan z izgubo kostne mase, tako da vadba je lahko super orodje za ohranjanje ali pa povečanje kostne gostote. Ampak mogoče sama po sebi ni dovolj, o tem bom govorila malo kasneje. In še zadnja stvar, ki ženske največkrat frustrira, je povečanje telesne maščobe ali pa premik maščobe v predel trebuha. Ja, na žalost je to normalen odziv na hormonske spremembe v perimenopavzi. Torej, z nekim staranjem je normalno pridobiti nekaj teže, ker se seveda manj gibamo, jemo drugače, spimo drugače, živimo drugače, vse delamo drugače, ampak v perimenopavzi se poleg tega zgodi še ta premik maščobe iz spodnjega dela pri večini žensk telesa bolj gor v trebuh, bolj v ta moški vzorec skladiščenja maščobe. In to je lahko res frustrirajoče. Tako da, ker razmišljamo o tem, kaj si želimo v našem programu vadbe, v tem obdobju hočemo razmišljati o stvareh, ki naslovijo vse te spremembe, skrbi in te vulkanske premike, ki se dogajajo. Tako da v nadaljevanju bom razložila svoje 3 stvari, ki so po mojem mnenju najbolj pomembne pri treningu v teh letih. Iskreno, ne samo za srednja leta, ampak za ženske na splošno. Torej, prvi element moje te menopavzalne trilogije je trening za moč. Trening za moč je izjemno pomemben za vse, ki se staramo. Bolj, ko se staramo, bolj je pomemben, ampak je pomemben za ženske vseh starosti, vseh letih. In če si v svojih 20 ali pa 30 letih zanemarjala trening za moč,
Zdaj si pa v 40 ali pa 50 letih in gledaš v obdobje perimenopavze ali pa postmenopavze in razmišljaš, da rabiš nekaj bolj specifičnega zase, pol je zelo verjetno, da moraš dodati in povečati trening za moč. Trening za moč lahko izgleda kakorkoli, že od 2 ali pa 4 dni na teden, kakorkoli, osredotočiti se pa moraš v razponu od 1 do 30 ponovitev. Torej, ključ je, da ne delaš sam full ponovitev z nizkim uporom, kakor pri nekakšnih pilates režimih ali pa vodenih vadbah, tako naprej. In enako seveda velja tudi za nizke ponovitve, torej z višjo težo, če teža ni dovolj visoka, ni učinka. Torej, želimo poskrbeti za nek kakovostni dražljaj, torej da delaš od 6 do 10 ponovitev in zadnja mora biti težka, torej zelo težka. In moč je zelo relativna in tudi težko je zelo relativno, ker dvigovanje težkih bremen je zelo pomembno, ampak težko je vedno relativno glede na tvoj nivo, tvoje serije, tvoje trenutno stanje, kje si ti zdaj trenutno z močjo. In če nisi prepričana, ali je teža dovolj težka, vzemi pač eno utež, jo dvigni do odpovedi ali se to počepi, kjerkoli vaja, delaj ponovitve, dokler ne moraš več dvigati. In to ti da tisti občutek, kaj je res težko in do katere ponovitve prideš s trenutno težo, ki jo imaš. In potem se odločiš, ali boš spustila težo, ali boš dvigalna. In dokler ti je tehnika in gibanje v redu, je to dovolj težko. Je pa res, da se veliko žensk boji težkih uteži, palc ali pa nekih fitness naprav in čisto okej je, da začneš pač z elastiko, z lastno težo. Sploh če si nova v tem, bo to super začetek in zelo verjetno boš hitro napredovala, boš zboljšala gibalne vzorce in bila pripravljena na tisti mogoče malo bolj zahteven trening z utežmi, ko boš bolj samozavestna. In zapomni si, kakršenkoli trening za moč je boljši kakor nič. Veliko bolj pomembno je, da začneš s tem, kar trenutno zmoraš in si pripravljena zdaj trenutno narediti, kakor pa da ne narediš nič, zato ker te je strah ali pa ker si zmedena. Pač trening za moč ima neke svoje specifike in ta specifika je dolga pavza, vsaj 1 minuto med serijami. V mojem sistemu delamo najprej tako, da delamo eno vajo takoj za drugo, naprimer eno vajo za noge, pa pol za roke in potem počivamo 1 minuto, da lahko spet gremo na naslednjo serijo s početimi mišicami. Večinoma je sestavljeno vse skupaj iz 3 serij, zato da naredimo največ. Trening za moč ni švicanje, ni ubijanje, je zelo usmerjeno delo na mišice. Tako da v mojem naslednjem videu bomo razpakirali moč, pliometrijo in eksplozivnost, video za tem pa še kardio. Torej, pri eksplozivnosti se hočem dotakniti zdravja kosti, kako umestimo to v naš program. Ne govorim, da se moramo metati po tleh, to so lahko zelo varne vaje, rahli poskoki oziroma tako narejeni, da so varni tudi za medenično dno. To imam tudi v programih, ampak danes bomo razpakirali tudi to. Se vidimo. Torej, ko govorimo o eksplozivnosti, mislim na tiste bolj eksplozivne, hitre, intenzivne gibe, ki jih narediš v samem treningu. In večina žensk čez celo življenje, pa tudi moških, če smo iskreni, teh tipov gibanja sploh ne dela. Razen, če res treniraš kakor ena športnica ali pa to že ta tip gibanja že dolgo vključuješ v svoj trening, je eksplozivnost največkrat čisto zanemarjen del treninga. V najboljšem primeru ženske delate ogromno kardija, kardiotreningov, mogoče kakšno skupinsko vadbo ali pa nekaj moči zraven, ampak tistega strukturiranega eksplozivnega treninga, skokov, pliometrije, tega pa običajno kar ni in ni. Ampak je pa ta del treninga izjemno pomemben, ko govorimo o ženskah v perimenopavzi, v menopavzi in postmenopavzi ali pa na splošno v vsestranskem treningu ali pa programu. Moč, skoki, pliometrija, kaj mislim s tem? To so stvari, kakor so poskoki, skipingi, majhni skoki ali pa eksplozivni gibi. To so kompleksne vaje, pri katerih se moramo
premikati hitro, eksplozivno, ali so pa to vaje, ki se odbijamo od tal in pri tem ustvarjamo neko večjo silo. Kakor sem omenila že prej, v prejšnjem delu, jaz nekako obožujem eksplozivnost, še posebej v kombinaciji z močjo. Ta dva elementa skupaj odlično delata za povečanje in ohranjanje mišične mase. In seveda moči in naše sposobnosti hitrega, eksplozivnega gibanja. Na to večkrat pač pozabimo, sploh v zgodnjih ali pa srednjih letih, ker v tem se sploh ne razmišljamo o tem, ker je to že pač del nas, ampak s staranjem se začnemo zelo upočasnjevati. In ravno zato je zelo pomembno ohranjati to sposobnost, da smo hitri, eksplozivni in ustvarjati neke visoke sile, no. In poleg tega pa kombinacija eksplozivnosti in moči v vseh raziskavah zelo lepo kaže, da skupaj ščitita in ohranjata kostno gostoto in zdravje kosti. Kar je pa res, res, res pomembno, ker kakor sem omenila in omenjam in govorim v prejšnjem videu povsod, veliko žensk sploh ne trenira dovolj težko ali pa intenzivno, ali pa jih je tega pač enostavno strah. Imamo pa kar nekaj dobrih podatkov, da že čisto preproste stvari, kakor so neko hopsanje, taki nežni poskoki na mestu, ki jih delaš pač ene parkrat na teden v kombinaciji s treningom moči ali pa kar samostojno, pozitivno vplivajo na ohranjanje ali pa celo povečanje kostne gostote. Tako da res vas spodbujam, da malo poskočite vmes. Pa še ena stvar je, tak protokol je dejansko veliko bolj dosegljiv in izvedljiv za večino ljudi tudi doma. Zato je res odličen dodatek treningu moči, ki ga v bistvu že delaš, ali pa kakor ena oblika eksplozivnega treninga, ki ga postopoma vpeljuješ v svoje življenje. Največja stvar pri vajah je ta, da so lahko ali zelo tehnično zahtevne ali pa čisto prijazne in nezahtevne. Začnemo počasi, začni s skippingom ali pa nekimi lahkimi, nizkimi poskoki, kakor sem pokazala tukaj, potem pa postopoma napreduješ v bolj zahtevne, višje skoke, mogoče hitrejše odskoke ali pa bolj kompleksne gibe. Vse to pride na vrsto, ko si pa ti dovolj močna in kondicijsko pripravljena za to. Tako da v nadaljevanju bom pa odprla temo še o kardiju, zakaj je pomemben in kako naj izgleda trening kardija za ženske v srednjih letih in pa pozneje, ki je zelo, zelo, zelo pomemben. Torej še zadnji v vrsti, to je kardio. Kardio ženske rabimo, to je dejstvo, ampak je pa težava v tem, da ogromno žensk večino svojega življenja s kardijem čisto pretiravajo. Pač ne vem, mogoče si tudi ti ena izmed njih, pač delale ste ga preveč, delate ga preveč, ste ga stalno delali na maksimumu ali pa ste hodili na neke neskončne skupinske vadbe brez kakršnega koli pravega namena. In to samo po sebi ni problem, problem postane takrat, ko je tega vsega preveč. Torej, če komi dosežeš neke osnovne smernice za kardio vadbo, torej tistih 150 minut zmerne ali pa 75 minut intenzivne aktivnosti na teden, pol je v resnici manj pomembno, kako delaš ta kardio. Najbolj pomembno je, da ga sploh delaš, seveda, ampak tukaj se pri večini žensk zatakne, ker v preteklosti niso delale treninga za moč, niso delale eksplozivnosti, hkrati pa so s kardijem zelo pretiravale, ker so ga uporabljale na način za kurjenje maščobe ali pa kalorij in pol pridejo v neka srednja leta, začne se spreminjati telesna sestava, staranje naredi itak svoje, mogoče so zanemarjale trening moči, imate malo
oziroma imajo malo mišične mase ali pa nizko gostoto kosti in kar naenkrat ugotovijo, ok, to ne dela več zame. Ampak to ni krivda kardija. Kardio rabimo ga v svojem življenju, ampak skupaj z aktivnostmi, ki ohranjajo in gradijo mišice. Bolj naporen kardio sam po sebi ni slab, ampak ko v tednu delaš več vsega, je pomembno, da to razporediš. Nekaj zelo lahkega, pa nekaj vmes, pa nekaj intenzivnega in nekaj zmernega. Tako da trening mora res imeti kontekst, mora imeti strukturo. In še nekaj je, ko govorimo o moči, eksplozivnosti, ohranjanju mišic in njihovih sposobnostih, imamo zelo dobre podatke, da je visoko intenzivna vadba, kakor so HIIT ali pa intervali, lahko izjemno koristni za ženske v perimenopavzi oziroma menopavzi. Lahko pomagajo ohranjati telesno sestavo, lahko pomagajo ohranjati tisti power oziroma eksplozivnost, ki ga z leti izgubljamo. In ravno zato, ker so ti treningi tako intenzivni, lahko naredijo veliko pozitivnega tudi v majhnih količinah. Ni treba, da 7 dni se ubijaš, ne, da ni treba, ne smeš. To ne pomeni, da moraš kar se vršiti v HIIT ali pa šprint intervale brez neke priprave, ker to ni realno. In niti ni varno, ampak ta ideja mi je pa res všeč za vse ljudi, še posebej pa za ženske v perimenopavzi. Torej ta, da manj ko delaš kardija, bolj intenziven je lahko kardio. Torej, ampak realnost, večina žensk se borijo z regeneracijo, z usklajevanjem treningu čez teden, z energijo in zato je in je popolnoma ok, da začneš sam z enim takim treningom na teden, sam enkrat in potem postopoma dodajaš, če želiš ali pa pač ostaneš na koncu tudi pri enem treningu na teden in ga kombiniraš z nekima 2 ali pa 3 zmerno intenzivnimi treningi oziroma lahkimi, kakorkoli. Cilj je, da postane pač kardio nekaj namernega, nekaj premišljenega, nekaj strateškega in ne nekaj, kar pač delaš tako na random ali pa zato, da pač skuraš več maščobe. Tako da to je to. Lahko mi pa poveš, kaj si želiš slišati naslednjič, kaj te zanima, kaj želiš, da razložim. In prosim, ignoriraj ta ves hrup, ki ti vsakič znova skuša dopovedati, da vse, kar delaš narobe. Tako da se vidimo in slišimo naslednjič.